Pozdravljeni. To je eden v nizu webinarjev o kariernih priložnostih oziroma o prehodu v profesionalno okolje za študente in študentke filmske in TV montaže oziroma za diplomante in magistrante, ki so ta študij že končali. Predstavil bi vam rad, kaj vse znani iz akademije lahko počnete oziroma se tega še naučite, kaj so pomembna programska orodja za montažo, ki se uporabljajo v profesionalnem okolju in po katerih kanalih, vsaj po mojih izkušnjah, najlažje dobite delo v postprodukciji. Moje ime je Andreja Vanzo in sem približno 10 let nazaj diplomiral iz montaže. Od takrat imam srečo, delam večinoma kot montažer in od tega lahko živim. Delal sem kot montažer praktično vseh žanrov in dolžin audiovizualnih del. Poleg tega pa sem vodil in koordiniral postprodukcijo več TV serij. Delal sem kot grafični oblikovalec, mešalec slike in tudi večino ostalega, česar se bomo zdajle v nadaljevanju dotaknili v tem webinarju. Najprej bi vam zato rad predstavil, kaj po študiju montaže lahko delate. To je nek okviren seznam, gotovo je še več tega, ampak z večino od naštetih stvari sem se skozi študij in po njem srečal tudi sam. Vse to, česar se med nemontažerskim delom človek nauči, ti potem pomaga v montaži, pri organizaciji dela, pri poznavanju dela sodelavcev, nekam se to naloži, skratka. To je ta seznam, torej to so dela, ki jaz mislim, da jih znanjem iz akademije lahko opravlja diplomant ali diplomantka montaže, enako velja za magistrante in magistrantke. In večino tega sem skozi čas na akademiji ali pa po njej, nekatere od teh stvari delam še danes, torej to so vse možnosti, ki jih kot nekdo, ki konča FTV oddelek, pač lahko delate. Prvi dve na seznamu sta pač zelo smiselni in to je pač montažer in asistent montažer. Tudi DIT, to je tehnik digitalnega zajema slike po slovensko. Potem so tukaj možnosti, da delate kot koordinator v postprodukciji, mešalec slike, realizator, TV režiser tudi, kot grafik, grafični oblikovalec ali celo animator, da montirate animatik za animirane filme in oglase. Tudi delo kolorista in oblikovalca zvoka se delno pokriva z znanji, ki jih pridobite na akademiji. Tajniki režije, to mislim, da ste tudi tekom študija že bili scenaristi, snemalci, režiserji, dramaturgi. Prav tako lahko pa vas pot vodi tudi bolj v teoretični del, pisanju kritik ali člankov ali v izobraževanje. In hkrati je možnost tudi za delo v medijih, kar znanjem iz akademije pač lahko, jaz mislim, da počnete. Jaz bi šel zdaj po vrsti čez ta seznam malo bolj detajlno. Seveda se bomo najprej ustavili pri montažerju. Že delo montažerja zajema en ogromen spekter tega, katere žanre, kaj vse lahko v bistvu kot montažer ali montažerka nekdo iz akademije ali pa po njej montira. To so kratki filmi, montaža promocijskih spotov, videospotov, tudi oglasov, TV serije, oddaje, tudi resničnostne oddaje, TV prispevki, filmi vseh žanrov in vrst, in tudi videi za socialna omrežja in sigurno še kaj. Pri asistentu montažerja oziroma asistentu montažerju, asistentki montažerki, kot se zdaj reče, pa je tako, da to so včasih bila vstopna vrata v svet montaže.
vsi montažerji so najprej začeli kot asistenti, zdaj pa je pač žal tako, da je tega, se mi zdi, manj. Jaz čist lahko iskreno povem, kot razen na delu na TV-seriji, kjer smo imeli asistenta, ki je pripravljal material za montažerje, nisem imel asistenta pri nobenem filmu. Kar pač zelo težji vstop v profesionalno okolje naredi vsem študentom montaže, ampak mislim, da tukaj ni vse tako črno. Pri asistentu oziroma pri asistentu je pač tako, da pripravlja material, lahko dela tudi na setu, to je sicer bolj značilno za DIT-ja, ki skrbi za kopiranje posnetega materiala. Asistent pa ponavadi sinka, pripravi in sortira posnetke, torej in uskladi zvok in sliko, dela eksporte, izvoze, pregleduje lahko material za glavnega montažerja oziroma dela tako imenovani pre-cut pred montažo, ki jo potem montažer za njim v delovnem procesu uporabi. To so, jaz mislim, da možnosti za asistente in za montažerje. Potem pa sledi seznam nekih malo v drugo smer zapeljanih poklicev, ki jih lahko opravlja, oziroma del, ki jih lahko opravlja diplomant ali magistrant montaže, in to je koordinator v postprodukciji. To je nekdo, ki organizira oziroma najde postprodukcijsko ekipo, komunicira z ostalimi sektorji, nadzira delo montažerjev, tonske obdelave in slikovne obdelave. Lahko jih vodi samo kreativno, načeloma pa tudi finančno in organizacijsko, splanira budget, nadzira stroške in skrbi, da gre od tega, kaj pride v montažo, v postprodukcijo, da gre pač vse do konca gladko. Potem je mešalec slike, realizator, TV-režiser, to je tudi stvar, ki ste se vi na akademiji že lotili in jo poznate. Realizatorjevo delo je, jaz mislim, da zelo podobno montažerjevemu, enako tudi pač recimo, da tukaj mešalec slike, TV-režiser podobno počneta, in sicer edina razlika je, da to počneta hipoma v realnem času, se odločata. So pa znanja, ki jih mora imeti recimo mešalec slike in TV-režiser, dokaj podobna montažerjevem, to pomeni nek dober ritem, vsebinsko mora fokusirati dogajanje, paziti na kadriranje, skratka neke stvari so, ki so skupne tudi delu montažerja. In glede na to, da na akademiji dobite nekaj izkušenj tudi kot mešalci slike, je to, mislim, da vsaj v času, ko sem bil jaz na akademiji, je kar nekaj montažerjev potem se odločilo za podiplomski študij TV-režije, kar pomeni, da so v bistvu imeli zelo dobro podlago za nadaljevanje potem kot TV-režiserji. Kot montažerji se tudi na akademiji že soočite s tem, da morate oblikovati napise. To lahko potem, če imate pač talent, razširite tudi v grafično oblikovanje izven audiovizualnih medijev, ampak praktično vsak film potrebuje napise in je to tudi ena stvar, ki jo lahko montažer, seveda proti dodatnemu plačilu, naredi, hkrati pa lahko kot grafični oblikovalec pripravljate vsebine tudi za kakršnekoli druge platforme oziroma zaslone za kamorkoli, lahko tudi za tiskovine. Potem je naslednji sklop, ki so animatiki. Torej, to so nekakšni zmontirani zgodborisi, animirani stripi, da animatorji, ki animirajo film, ne animirajo kadrov, ki jih ne potrebujejo, da ne animirajo dodatnih dolžin, ampak da se lahko, da se v bistvu določijo dolžine kadrov in njihove pozicije. V fazi animatika pa se tudi lahko že zmontira tudi zvok. To pomeni, v bistvu je to montažer animiranega filma, oziroma v primeru oglasov pa je to nekdo, ki naročniku
pokaže, kako bo njegov glas potem na koncu izgledal. Delno se študenti montaže naučite tudi koloriranja, tudi oblikovanja zvoka zdaj, odkar se je ukrepil ta sektor zvoka. Jaz bi tukaj sicer malo potegnil črto in ravno zaradi kompleksnosti, sploh tehnične in barvne in zvočne obdelave filmov, se mi zdi, da je tukaj znanje, ki ga dobite iz akademije, pač premalo, da bi samostojno oblikovali zvok in mislim sploh zvok. Zato jaz mislim, da treba poleg talenta, če ga imate, se pač fokusirati in izobraziti še bolj v to, preden lahko samostojno postanete oblikovalci zvoka, ampak opcija sigurno je. Tajnik režije, tajnica režije, nekateri montažerji občasno delajo, oziroma montažerke predvsem delajo občasno kot tajnice režije. S tem ste se tudi srečali že na akademiji in zaradi svojega specifičnega znanja o strukturi filma in prizorov, detaljnega poznavanja kadrov in zaporedja v montaži, je to pač ste lahko odlični v tem delu. Tako da to je ena resnih opcij, da jih kot montažer opravljate profesionalno. Potem pa je seveda še tukaj scenarist, snemalec, režiser, dramaturg, torej glede na vse smeri na GRFT, ste obiskovali tudi predavanje skupaj s kolegi iz drugih smeri, ali kot izbirne ali obvezne predmete, in ste se naučili vsaj nekaterih stvari, nekatere ne. Pisali ste, snemali ste tudi na svojih obveznih vajah in veliko študentov potem dela na več kot samo enem področju oziroma na tem, na katerem je študiral, in to mislim, da je tudi čisto realna možnost. Tukaj so še kritike, članki in delo v teoriji, enako tukaj velja, pač skozi akademijo dobimo veliko teh znanj, ki so pač čisto dovolj poglobljena, da lahko nadaljujete bolj v teoretično smer. Hkrati pa svoje znanje lahko delite, če imate neke pedagoške žilice, tudi z mlajšimi ali starejšimi učenci, na delavnicah ali vodite kakšna druga filmsko-televizijska predavanja. Nekateri pa so se celo redno uspeli zaposliti kot srednješolski profesorji na filmsko-gledaliških šolah, kar pa je tudi super. In še kot zadnja stvar, ki sigurno ni zadnja, ker jih je pač sigurno še kakšna druga opcija, kaj lahko počnete kot diplomanti, so pač mediji in recimo še druge vizualne umetnosti, radio, televizija, časopisi. Vse to je v bistvu pripovedovanje zgodb, samo forma je druga. Prav v bistvu na enak način je pa montaža samo neko sestavljanje iz drobcev, ki pa ima neka podobne pristope tudi v grafiki, slikarstvu in umetnostnih praksah novih medijev, ki pa so sploh zelo stkane z montažo, tako da to je nek kratek seznam, kaj se meni zdi, da lahko znanjem iz akademije človek počne. Je pa pot do dela ponavadi težja in ne tako enostavna, kot je zdaj to v teoriji. Zato bi se zdaj na hitro najprej samo ustavil pri možnostih redne zaposlitve. Jaz mislim, da jaz ne vem, če poznam, ne poznam montažerja, ki bi bil redno zaposlen. Zaposlujejo, mislim, da samo večje televizije, ampak hitro se tam neke sanje o kreativni svobodi razblinijo. Jaz si tudi zato nisem nikoli želel biti vsaj zaenkrat redno zaposlen, sploh pa ne kot montažer na televiziji, kjer si predstavljam, da delaš poleg vsega pač največja potreba je v informativnem programu, kjer se mi zdi, da se res konča ta svoboda, no.
In jaz mislim, da za redno zaposlitev možnost tudi mogoče v katerem od drugih prej naštetih poklicev. Tako da mislim, da je več realnosti v tem, da se kot montažer oziroma kot karkoli iz tega seznama zaposlite kot prekarc. Dejstvo, mislim, praktično res večina montažerjev, no, če ne že vsi, smo samozaposleni, bodisi s statusom samozaposlenega v kulturi ali z espejem, in pač prežimo, čakamo na delo, da nas kdo pokliče, da nas kdo angažira. Ampak razpisov za delo za nas ni, ne, ni. V nasprotju z režiserji, recimo, ki si najdejo delo tako, da sami napišejo film, napišejo scenarij, si izmislijo projekt, da ga lahko delajo. Montažerji več ali manj čakamo, da se priključimo projektu kasneje. Ponavadi, ko nas nekdo pokliče, da potrebuje montažerja. In zdaj, kaj lahko naredimo, da najdemo delo oziroma da to delo najde nas? Ne zdaj pričakovati, nimam jasnega odgovora, ne, pač ne vem. Jaz sem imel tudi obdobja, ko sem delal manj in ko se je zdelo, da je pač po koncu nekega dlje trajajočega projekta, da me ne bo noben več potreboval, da je bil ves trud, vse delo, ki smo ga recimo pri eni produkciji vložili, da je zaman, da te vrednosti tega dela ne bo več noben cenil drugje. Ampak ni vse tako črno. Na koncu je glavna posebnost našega dela pač je, da ni razpisov, razgovorov za delo. Jaz sem bil v življenju samo na enem resničnem, pravem razgovoru za delo na televiziji, je bilo to, ko sem nekaj mesecev delal kot realizator. Vse druge priložnosti sem dobil izključno zaradi priporočil ali pa tega, da sem recimo z režiserjem že prej dobro sodeloval ali da sva se, ne vem, spoznala najbolj na akademiji ali preko kakega drugega projekta. Torej za vsako naše sodelovanje z nekom, vsak projekt, vsako srečanje, vsak ta projekt je razgovor za delo. Vse, kar dobro naredimo, posledica tega je, da dobimo naslednji projekt. Zato je, če ne zaradi česarkoli drugega, smiselno se potruditi in ohranjati dobre profesionalne odnose. Tako da na akademiji je res smiselno navezati stike s čim več sošolci, z višjimi, nižjimi letniki, med različnimi smermi. Te odnosi so res najbolj pomembni. Nekateri od njih, nekateri bodo vaši sodelavci potem lahko vse življenje. Sami veste, da ste nekateri boljši ali v enem žanru, bolj tehnično spretni, skratka, poznate se, poznate vaš način dela in rezultate, ki jih to prinaša. Tako da računajte na to, da vas bo kdo od njih potegnil naprej v svoj projekt. Ali pa komu priporočil. Enkrat drugič pa jim boste vi priporočili komu drugemu. In eden drugemu na ta način pomagamo. Zato je res smiselno, da si naredite, da si najdete neke ekipe, s katerimi boste lahko sodelovali in en drugega pač bodrili in dvigali. In še, kar je meni recimo pomagalo, je to, da sem poleg dela za plačilo večkrat delal kakšno stvar zastonj. Torej neke passion projekte, s tem si pridobiš izkušnje, nova poznanstva in sodelavce, ki so potem tudi tisti, ki te lahko kam priporočijo ali pa s katerimi potem v nadaljevanju delaš. Ne morem trditi, da bo to delovalo za vse, ampak sami presodite, kdaj delate kdaj bi delali kak projekt zastonj s svojimi kolegi, ker ga želite narediti, in kdaj vas kdo želi sam izkoristiti, ne. Tukaj morate paziti, načeloma je pa čim več delate pač
boljše je in to sigurno prinese potem v nadaljevanju kako stvar, kak nov projekt. In zdaj, ključna stvar, ki vam bo zagotovila delo, je to, kar že znate, kar znate. To so spretnosti, znanja, talent tudi in akademija vas je gotovo naučila veliko, odvisno seveda od vašega angažmaja med študijem, od profesorjev, tudi od študijske smeri seveda in od, ne vem, od programa. Od tega je vse odvisno, kaj ste odnesli, ampak veliko bolj od predavanj, ki ste jih obiskovali, so pomembna audiovizualna dela, na katerih ste v sklopu študija sodelovali. Praktično vsega, kar ste se in se še boste naučili skozi delo, ste se naučili skozi delo, iz prakse, iz projektov in tudi v nadaljevanju. To se ne konča po akademiji. Vsaka stvar, ki jo delaš, je pač, se je naučiš. Mislim, se sproti naučiš nečesa novega. In kot sem že prej omenil, čim več boste sodelovali z drugimi letniki, z različnimi smermi na akademiji in tudi izven nje, bolj si boste razširili mrežo potencialnih bodočih sodelavcev in tistih, ki vas bodo lahko priporočili. Torej, en pomemben del tega je znanje montaže, razumevanje filmskega jezika, pravil, izrazoslovje in tako naprej. To je gotovo nekaj, kar AGRFT študentom da. Prav tako je ključen ta umetniški, kreativni del montaže, to je za en del odgovoren vaš talent, prav tako pa tudi znanje in izkušnje. In ker je montaža tudi zelo tehnična, je zelo pomemben aspekt tudi poznavanje tehničnih standardov, upravljanje z materialom, delovni procesi in jasno programska orodja. Skozi delo na akademiji ste se naučili, verjetno še vedno je tako, montaže v Avidu, kar je super, ker je Avid še vedno standard v profesionalni filmski industriji. Poleg Avida sta pa najbolj prisotna še Premiere Pro in DaVinci Resolve. Smiselno se je naučiti pač čim več programov. Tako da, če ne znate vsaj dveh, idealno vse te tri, vas lahko, če jih ne znate, preseneti kak projekt, ki ga zaradi zahtev produkcije, da morate montirati v programu, ki ga oni imajo, vas pač lahko to stane dela, oziroma vas to preseneti. Nerodno je, če se morate med delom učiti montažnega programa. Sploh, če je zraven vas režiser, vi se pa tam lovite. Skratka, smiselno je, da se tega naučite prej, oziroma da se že prej pripravite na to, da pač enostavno je vaše orodje, so pač ti montažni programi. In tudi ostali ta tehnični del, kodeki, reševanje tehničnih težav, do katerih pač v vsakem primeru pride. To je pač na vas. AGRFT vas tukaj pač nekako omejeno nauči, tudi vse te stvari grejo tehnično naprej in se morate pač enostavno sproti s tem spopadati. Zato je ključno, da pač je ta tehnični del od vašega inputa odvisen. Enako je, jaz mislim, da pri vsakem delu, ključno, da se dodatno človek izobražuje, da spremlja, kaj se dogaja v tujini, kaj se v našem okolju, recimo s filmom dogaja, da se poglobi, seznani s stvarmi, da je pač na tekočem, recimo glede tehničnih novosti v filmu, glede možnosti v programskih orodjih, glede, ne vem, novih formatov in podobno. Dobro je tudi, da spremljate aktualne filme in serije, poleg seveda klasik. In če vas zanese recimo v delo na socialnih omrežjih, morate pač spoznati stile in popularne videe od tam. Ali pa če delate za televizijsko oddajo, montažo, da poznate zakonitosti formata, recimo.
Skratka, za delo se pripravite vnaprej. To se pozanimate recimo o projektih režiserja, s katerim boste delali, o slogu. Poglejte si kakšne referenčne filme, spoznajte žanr in TV format, ki se ga boste lotili. Predvsem pa da boste imeli čim več izkušenj, montirajte. To je res ključno. Čim več najprej na akademiji, sigurno v kakšnem letniku ali na podiplomcu potrebujejo še kakega montažerja in potem enako po akademiji. Če ne dobite dela, poskusite kaj premontirati, skratka se igrati, iskati svojo kreativo, ker to je edini način, da ostaneš fit, da si v pogonu. Ker se res hitro zgodi, tukaj govorim tudi iz svoje izkušnje, da zgubiš kondicijo, zgubiš zmožnost koncentriranega večurnega dela, če tega ne treniraš. In hkrati tisti, ki imate kakšna nišna znanja, ali pa kombinacijo različnih profesij, to izkoristite. Če znate kak inštrument, če imate plesno znanje, znate kakšne tuje jezike, če ste končali kak drug fakt, združite to s filmom in televizijo in postali boste eden recimo redkih, ali pa edini montažer, ki ima kombinacijo obeh znanj. Tako da ste lahko potem, ne vem, govorite špansko in ste edini montažer, ki tekoče govori špansko in dobite zaradi tega film, ki je posnet v Španiji, recimo, ne vem. Hkrati pa se lahko ta nišnost zgodi tudi spontano, da recimo montirate zaporedoma dva plesna dokumentarca in potem postanete kot nek specialist za plesne dokumentarce. Ali pa vas zanese v nek žanr, v neko nišo, ki jo potem najbolj vi obvladate. Zdaj se bližamo koncu in nisem več prepričan, če sem uspel kaj koristnega, uporabnega povedati. Težko je strniti in povzeti v kratkem času, kaj lahko študent montaže počne. Sploh pa je nemogoče povedati, na kak način lahko dobi delo. Jaz sem se držal večine teh stvari, o katerih sem govoril, poskušal sem čim več delati, imel sem srečo, da sva bila v letniku samo dva montažerja za 4 režiserje, kar je pomenilo, da sva oba dvakrat toliko montirala kot večina ostalih študentov, in vse to se pač nekam naloži. Vsako leto se je vsaj ene montaže lotil, sem se lotil ene montaže iz lastne želje, tudi potem, ko sem prišel iz akademije. Veliko tega sem tudi zastonj naredil, čisto iz lastne želje, da poleg komercialnih vsebin, ki sem jih takrat delal, delam še nekaj kreativnega, nekaj z več svobode. In imel sem srečo, da po akademiji takrat še ni bilo toliko diplomiranih in magistriranih montažerjev in smo lažje prišli noter v profesionalni svet. Zdaj je pač toliko let že minilo, toliko montažerjev je Agrafeta že izvrgel in je sigurno za vas zdaj težje. Kaj se je tudi spremenilo, je to, da so televizije, javna in zasebne, začele delati manj svojih vsebin in to pomeni tudi jasno manj dela za montažerje, hkrati smo pa pri vsebinah iz filmskega centra pač odvisni od njihovega financiranja. Skratka, nasvet, ki ga lahko dam za konec, je, da bodite pripravljeni da se za nek projekt naučite nečesa novega, novih veščin, novega programa za montažo recimo, da ste pripravljeni sprejeti nove, večje pa težje zadolžitve. Hkrati pa bodite realni, da producentu, komurkoli vas pač pokliče, da mu ne obljubite nečesa, česar ne znate, ali pa da mu poveste, da nečesa še niste počeli, ampak zato ne pomeni, da se tega ne morete naučiti. Skratka, bodite realni in ne preveč obljubljati. In hkrati, če vam kdo ponudi
da vas bo kaj naučil, da vas bo izmojstril. Predlagam, da si vzamete čas in čim več sprašujete, se učite. Tega je pač zdaj realno vedno manj, ker te pač samo posedejo in vsi pričakujejo, da pač že vse znaš in delaš. In kar je mogoče še najbolj važno, je to, da je pač dejstvo, da vsi projekti, ki se jih boste lotili, pač ne bodo najboljši, ne bo vam vse v enake mere zadovoljstva dalo, ne. In je ključno, da si pač v teh stvareh najdete neke, da si naredite stvar super, no. Da si najdete en del, ne vem, epizode, kjer se lahko montažno igrate, da naredite neko montažno sekvenco, da stvar nadgradite in naredite nekaj avtorskega, tudi če tega noben ne bo, in tega verjetno ne bo noben opazil ali pa cenil, ampak vi boste pa imeli neko lastno zadovoljstvo, tudi če je projekt še najbolj povprečen ali pa celo slab, boste vedeli, da ste vi pa naredili nekaj dobrega znotraj tega. To je to, kar sem pripravil, to je vse z moje strani. Upam, da vam je ta video kakorkoli pomagal ali pa da ste kaj izvedeli. In si mislim, da glede na to, da verjetno bo ta video bodo gledali ljudje iz akademije, se mogoče še kje kdaj vidimo. Do takrat pa hvala in lep pozdrav.